pripravljamo pri JSKD območni izpostavi Brežice. Ponosni smo, da smo pred desetletjem avlo Doma kulture delno preoblikovali v razstavni prostor, ki pa sam po sebi ne pomeni nič, če ne zaživi v sožitju z umetniškimi deli v najširšem pomenu. Danes smo toliko bolj veseli, da smo ponovno objeti s fotografijami ljubiteljskih fotografov, ki izhajajo iz naših krajev. Da bo večer umetniško zaokrožen, smo medse povabili mladega brežiškega glasbenega umetnika Krištofa Strnada. Krištof je zagotovo ljubitelj različnih vej umetnosti, predvsem pa ljubi glasbo. Je študent kompozicije na Ljubljanski glasbeni akademiji, prejemnik različnih nagrad za svoje skladbe, član zbora Slovenske filharmonije, od letos dirigent mešanega pevskega zbora Viva Brežice, nocoj pa je z nami kot fant s kitaro, ki nam bo najprej zapel pesem Blackbird Johna Lennona in Paula McCartneya iz leta 1968. Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night, take these sucking eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Plod fotografove iznajdljivosti in občutka, da v pravem trenutku ujame motiv, ki ga je prav takrat zadel, če uporabimo prispodobo. Nedvomno pa so se in se še vedno spreminjajo tehnični pogoji in prav tako razpisni pogoji in fotorazmišljanj. Med tem lahko omenim, da smo nekoč imeli še eno kategorijo Digi-Migi, ki je omogočala korenito spremembo fotografije. Danes pa vemo, da je to že normalnost, zato je ta kategorija nekako izzvenela. Letos smo na naše povabilo k razstavljanju oblikovali v dveh na videz preprostih tematskih sklopih, in sicer so fotografi lahko prispevali najljubše in najboljše fotografije po lastni presoji v barvni in črno-beli tehniki. Prejeli smo 155 fotografij 16 avtorjev, in sicer 78 barvnih in 73 črno-belih. K izboru fotografij za razstavo smo ponovno povabili priznano novinarko in fotografinjo Meto Krese in novinarja, dokumentarnega fotografa in fotoreporterja Luko Dakskoblerja, ki sta fotografije označene s šiframi po izoblikovanih kriterijih, ki so temeljili na vsebinski, tehnični in oblikovni uglašenosti pregledala in najprej izbirala vsak zase in nato o končnem izboru odločala skupaj. Za razstavo sta izbrala skupno 48 fotografij, 27 barvnih in 21 črno-belih. Določila sta tudi zmagovalni fotografiji v vsaki temi in podelila 9 pohval. Po premisleku in dogovoru z žirantoma smo se organizatorji odločili, da barvne fotografije umestimo v spodnji del, črno-bele pa na bele stene ob stopnišču in v zgornjem delu avle. Odlična kompozicija, pogojena tudi z razpoložljivostjo razstavnega prostora ter smiselna postavitev, je delo vodje izpostave Simone Rožman Strnad. Prepričani smo, da izbrane in razstavljene fotografije ponujajo dober vpogled v aktualno ustvarjanje naših razstavljavcev. Med nami je nocoj polovica ekipe žirije, novinarka in uveljavljena fotografinja Meta Krese, ki jo lepo pozdravljam in jo vabim, da pogled na fotografsko ustvarjanje in razstavo predstavi skozi oči žirije. Izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Luka se opravičuje, ampak žal ima zdravstvene težave kot mnogi drugi. Ta hip se mi zdi, da so pač taki časi. Jaz sem si zelo na kratko napisala samo nekaj misli
Bi pa povedala, da me je bilo, pa mislim, da Luko tudi, kar strah, kako bo izgledalo to, rečemo temu, ocenjevanje, izbiranje, glede na to, da ni bilo tako zastavljenih navodil oziroma nekega konteksta vsebinskega, kakor je bilo do zdaj v natečajih. In potem si naenkrat rečeš, dober, tehniko tako obvladate, tle ni problema, ne, težave nastopijo v kontekstu, ne, težave nastopijo v zgodbi. Ampak moram reči, da ko sva gledala, oziroma ko sem šla najprej čez, ko sva šla skupaj čez, fotografija se je skazala, da pravzaprav nam je ta širok naslov razmišljanja odprl neko, ali pa dovolil, da tudi medva kot gledalca, ali pa mi vsi kot gledalci, si lahko fotografije razlagamo po svoje, ne? Da zdaj pa nam ni treba gledati, koliko se dopolnjujejo z naslovom, koliko odgovarjajo naslovu, ki se ga določi, ampak da se lahko mi sami, ali pa ne, najprej žirija, potem vsi drugi gledalci, ustvarimo neko svojo zgodbo. In moram reči, da se mi zdelo to zelo dobrodošlo in zelo v redu. Skratka, naslov tega natečaja je bil Fotografska razmišljanja. Medva z Lukom so ga potem razširila na naša razmišljanja, skratka na razmišljanja gledalcev. Že leta, ne, ali pa saj jaz vas sledim 3 leta, so fotografije večinoma tehnično tako dovršene, tako da se s tem pravzaprav sploh ne ubadamo več, ne. Mislim, ali pa so vsaj toliko tehnično dobre, no, da to ne vpliva na pogled komisije. Ne ukvarjamo se z kompozicijo, z ostrino, s kontrasti, ne vem kaj. Te stvari večinoma pri fotografijah, ki pridejo ali pa ki so prišle letos na tečaj, stojijo. Zato sva si pač dovolila, da sva se mirno prepustila zgodbi. Ob fotografijah sva si največkrat ustvarila vsak drugačno zgodbo, ne? Včasih popolnoma nasprotni zgodbi, ampak prav gotovo sem prepričana, da tudi zelo drugačne od teh, ki ste jih vi imeli v glavi, ko ste pošiljali fotografijo na tečaj. In to nekako ni bilo pomembno, ne, kakšno zgodbo si gledalec ustvari, pomembno je to, da fotografija mu da dovolj elementov, da si lahko zgodbo ustvari. Zdaj, jaz sem si napisala še en odstavek o fotografijah, ki smo jo izbrali ali sva jo izbrala za nagrajene, to bom zdaj preskočila, ne. Bom pa mogoče samo zaključila z enim mislijo, no, ki sem danes, ko sem brskala malo po starih knjigah, našla v priročniku Arneta Hodaliča z naslovom Fotografija, ki ga je izdal leta 2014. In kot se za priročnik spodobi, so bile tam noter, je pač polno napotkov, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše tehnično znanje, naše fotografsko znanje. Ampak na koncu je zapisal, da po vsem milijon navodilih, opisih fotoaparatov, ne vem česa, je napisal tisto, kar se zdi meni najbolj pomembno in kar sem jaz videla v vaših fotografijah. In to je, da fotografija poleg opazovanja, poleg znanja vsega zahteva, da pogledamo tudi srcem in možgani. In mislim, da pri večini fotografij, ki so prišle na natečaj, se da to občutiti. Tako da
kar se mene tiče, lahko sam čestitam vsem udeležencem in udeleženkam natečaja. Prilegal se bo spet glasbeni predah, zato predajam mikrofon Krištofu. S teboj odkrivam zdaj nov svet. S teboj uživam ga ko v snu. Pozabal se skrbi, potapljam se z lučjo, nabiram si spoznanj. Se mi pridruži vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Simona Rožman-Strnad in se vsem avtorjem s podelitvijo priznanj zahvali za sodelovanje in potem skupaj z Meto Krese, letošnjo žirantko, razglasi letošnje prejemnike pohval in nagrad. Hvala lepa, dober večer tudi v mojem imenu. Res mi je v veselje in veliko čast, da lahko zdaj upravim to lepo dolžnost, da vsem avtorjem stisnem roko in jim čestitam. Po navedbah predstavnice žirantke, ene polovice žirantov, se pravi, ki je navdušila tudi njihov del, ne samo naš, ko prebiramo vaše fotografije, se pravi, je res ta dolžnost, da vam podelimo priznanje sodelovanjem velika. In sicer prva gre avtorju Vinku Šebreku za fotografijo Exit. Čestitke. Čestitam. Naslednja pohvala, druga pohvala, druga pač sam za povrstjo, gre avtorju Branku Benčinu za fotografijo Megla se dviga. Čestitam. Naslednja pohvala gre fotografiji Konec zabave avtorice Erike Bucalo. Iskrene čestitke. Tako, in sedaj gremo na pohvale v črno-beli prosti temi. Avtor prve pohvaljene fotografije je Branko Benčin za fotografijo Ples. Še enkrat čestitke. Naslednja pohvala gre fotografiji Metafora sodobnega življenja Vinka Šebreka. Čestitke. Pohvalo izročamo tudi avtorju Mateju Kramžarju za fotografijo Rekla je da. In nagrada v kategoriji prosta črno-bela tema gre avtorju Egonu Cokanu za fotografijo Mimo lune. Iskrene čestitke. Tako, Mogoče lahko ta zastavka da malo objasno. In sicer je tako, izbrani fotografiji Mimo lune in Ribja dražba sta zmagovali prav v širini, ki dovoljujeta našim mislim. Prizora sta zelo konkretna, mrtve ribe in letalo z luno v ozadju. In vendar, vsaj za mene, simbolizirata, tako kot sva zapisala Ribja dražba v katalogu namreč,
podobo današnjega časa in našla v njem prispodobo za vse zdajšnje in prejšnje vojne, za prelivanje krvi vseh, ne le otrok v Gazi in druge po svetu. Prav nasprotno pa fotografija Mimo Lune prepriča svojo mirnostjo in spokojnostjo. Svoje je seveda dodala tudi tehnična spretnost. Ne? Tako da, to je nekako najna obrazložitev, zakaj so se odločila za te dve fotografiji.